En lep dober dan, draga moja družba. Želim vam eno prekrasno soboto in pa seveda tudi nedeljo. Uživajmo še te zadnje trenutke v tem poletju, ki nam je namenjeno, in dajmo vse od sebe, da v vsakem trenutku najdemo tisto, kar nas bo razveselilo in nam nudilo užitek, miselni užitek. Včeraj smo imeli temo glede tega, koliko prijateljev potrebujemo, v bistvu, koliko je potrebno, ni potrebno, to pač vsak posameznik ve. Jaz se spomnim samo tega izpred leta, pa niti ni toliko let, da je bilo zelo moderno imeti veliko prijateljev, vsi so se kitili s tem, jaz imam pa toliko, jaz pa bom imel toliko, jaz bom pa tako. V glavnem, najbolj pomembno pri vsem tem je, pri ljudeh, ki jih imamo okoli sebe, da imamo takšne, ki nas dvigujejo, zato tudi ta stran dvigni se, ki nas dvigujejo in ki nas oplemenitijo s svojo srčnostjo. Namreč, to gre tudi za družinske člane, za vse ostalo, da si izbiramo ljudi okoli sebe. Vem, da pri družinskih članih ne moremo izbirati tako, kot bi si mi želeli, ampak je potem pač možnost, kakšne stike bomo imeli, ali bomo imeli pogoste ali manj pogoste. In sicer, če nimamo mi istih vrednot, če so naše vrednote čisto popolnoma različne, če je na eni strani homofobnost, na moji strani ali pa na drugi strani pa niti sledi o homofobnosti, če na eni strani je rasizem, na drugi strani pa niti sledi o tem, je komunikacija izmed teh dveh, kar sem dala za primerjavo, izredno težka. Zato ljudje, prosim, zavedajte se tega, da je homofobnost negativna odlika, ki ni odlika, ampak je neko mnenje. Rasizem je negativno, ampak tile, ki so homofobni in tile, ki razmišljajo rasistično, je to njim naravno, je to njim normalno, nima smisla teh ljudi poučevati, pa jim govoriti, joj, to pa ti nimaš prav. Mi se lahko od takih ljudi zgolj umaknemo. In dejansko je to včasih, ko je v družinskem krogu, izredno težko, ker imamo te ljudi radi. In zdaj mi povejte, kako sprijeti družinsko, naprimer v sorodstvu ljudi, ki so homofobni, ki so nestrpni, rasno nestrpni in tako dalje. Ja, oni imajo ta svoja prepričanja, mi imamo drugačna prepričanja. Meni pač homofobnost nikoli v življenju nisem pomislila, da se dve osebi, ki sta istega spola, ne bi smeli imeti radi. Meni je važna samo ljubezen. In verjamem, da izmed vas veliko ljudem, ki me spremljate, mislite prav tako. In zato, ko sem včeraj imela temo na prijateljstvo, bi rekla, da je to v bistvu v vseh odnosih zelo pomembno, da čutimo tisto pozitivnost, ki nas napolnjuje. Če te pozitivnosti ni, če nas stvari vznemirjajo, nismo zato mi slabi ljudje ali pa ona druga stran slaba, samo pač enakih vrednot nimamo. In zato je pač potrebno razmišljati o tem, koliko stikov bomo s kom imeli in kaj nas vodi v življenju naprej, da če želimo živeti bolj mirno, v harmoniji in v tistih občutkih, ki si jih želimo. Zato bom današnjo afirmacijo, jaz sem zdaj ugotovila, delam te afirmacije kar tako vmes, bom afirmacijo napravila tako. Delujem v smeri občutkov, ki si jih želim. Delujem v smeri občutkov, ki si jih želim. In to pomeni, treba je zmeraj razmisliti, seveda, vsi si želimo miru v sebi, zadovoljstva, radosti in vsega, in treba je pač v to smer delovati. Kaj lahko napravimo? Napravimo lahko to, da izbiramo
fokus, osredotočenost na nekaj, da lahko izbiramo, kdo bo tisti, ki bo okoli nas in tako dalje. Veliko je izbire, mi imamo izbiro, ne? Še nekaj bi želela povedati. Jaz se več na komentarje ne odzovem takoj, ker pač proti večeru sem bolj utrujena, ne zdaj, da jamram, samo pač tak je. Moje diagnoze so take, kakršne so. Se zelo potrudim, da zelo dobro funkcioniram z njimi, to tako tudi sami vidite. Ampak nekako sem si rekla, ni mi potrebno takoj odgovoriti, zaradi tega, ker gledanje non-stop v telefon, non-stop branje v telefonu ali na tablici ali v računalniku je izčrpajoče. Tudi vam predlagam, da ni to potrebno tistim, ki se vam zdi, da morate skozi odgovarjati, pa takoj biti na voljo, ni to potrebno. Tudi to spada v eno izmed naukov, ki si jih lahko vsi povzamemo. Kajti včeraj sem ravno izvedela, slišala od ene gospe, ki je rekla, težko sem bila lani z eno prijateljico, ker je skozi zijala v telefon, ne? In dejansko so to osebe, ki so stare nad 60 let in žal, ne, je dan danes že tak, da tudi 60 ali še pa večletni skozi zijajo v telefone in kam to pride, nikamor, pa vsi odnosi okoli umrejo. Ne? Tako je to. Tako, ja. Jaz pač več ne zijam skozi v telefon, že dolgo časa ne, in se opravičujem tistim, ki si želijo, da jim takoj odgovorim. Ne morem, zato ker si jaz dajem dnevne predahe, sploh popoldne, jaz tudi več pogovorov, svetovalnih terapij nimam popoldne in tako dalje. Jaz si pač naredim čas zase, da ustreza meni, da sem jaz lahko dobra, fit in vse ostalo za svojo družino, za tiste, ki so mi pomembni in pa tudi za vas, da lahko kdaj kaj posnamem, da me lahko pogledate, morda se malo nasmejite, morda se malo zamislite in tako dalje. Tako, želim vam en prekrasen vikend, jaz si bom vsekakor naredila odličnega, to že vem in ker to vem, tako tudi bo. Zato pa tudi vam naj bo tako. Pa, pa!